Drage gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. Začenja se Sport klubov Vsevet, kviz, v katerem lahko ljubiteljice in ljubitelji športa preverite vaše znanje. Tokratna tema po košarki in tenisu bo znova nogomet. Najpomembnejša postranska stvar na svetu, najpopularnejša športna panoga, ki ima seveda tudi med našimi gledalci številne simpatizerje in poznavalce. Tako kot vselej bosta v našem kvizu merila moči dva tekmovalca, komentator in gledalec. Barve Sport kluba tokrat zastopa Tine Zupan. Tine, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Kako preživljaš ti te čase karantene oziroma postkarantenske krize, ko ni športnih prenosov in tekem? Moram reči, da kako bi rekel, veliko retrospektivnega nogometa, kar je, bom rekel, pri meni tudi že nekako praksa skozi leto, se probam tako zapomniti te vmesne čase, sicer pa mi na Sport klubu smo neke stvari delali, mogoče ne tako odmevne kot prej, ampak te neke lige, ki so še žive, pač smo obdelovali, tako da nam dolgčas ni bilo. Katere tekme si dejansko komentiral? Si spremljal belorusko prvenstvo? Ja, belorusko, nekaj malega Tadžikistana, pa tudi neke klasične tekme, ki smo jih imeli Euro 88, Euro 60, tako naprej. No. Skratka, nogometa ni zmanjkalo kljub koronavirusu. Ni miru nikoli. Tako. Tine, tvoj tekmec tokrat pa bo gledalec, ki se nam je prijavil, in sicer Jaka Delčnjak. Jaka, lepo pozdravljen. Živjo. Pozdrav gre v Novo Cerkev, kot sem slišal, je to nekje v okolici Celja, ne? Tako drži. Tako, moram pa najprej povedati, da Jaka si eden izmed tistih kandidatov, ki ima poleg nogometnega znanja seveda zelo širok pogled in lahko nam nekaj več poveš o svojem pisateljskem zagonu, o tem pravzaprav, da pripravljaš prvenec in to bo knjižni roman, ki bo povezan z nogometom. Tako je, hvala lepa, da ste to vprašali. V bistvu sem tik pred tem, da izdam prvi del svojega romana, ki sem ga spisal že pri 21 letih. In v bistvu gre za popolnoma unikatno delo, ker še nikoli se mi zdi, da noben ni spisal nogomet kot roman, ponavadi so avtobiografija ali pa kaj podobnega. In sem rekel, da bom naredil zgodbo o treh mladih urugvajskih reprezentantih, ki se spopadajo z vsemi mogočimi izzivi na svetovnem prvenstvu 2014. In pač ali so temu kos ali pa ne, bodo pa ljudje videli, ko bodo to knjigo prebrali. Šla pa približno čez kak mesec dober tam nekje. Odlično. Si pa tudi učitelj angleščine in nemščine in domnevam, da si v teh časih opravil precej videokonferenc. Si imel pri pogovorih s svojimi dijaki in dijakinjami tudi tole ozadje? Nam lahko kaj več o tem poveš? Tako, to ozadje je bilo čisto pri vsaki videokonferenci, ali je bila v živo ali pa ne. Vsakič, ko sem se snemal, je bilo to ozadje. Jaz sem na to svojo sobo silno ponosen, zdaj že ne 5 let. In tudi kljub vsem, kljub vsem težavam, ki jih ima moj klub Milan, jaz stojim za temi barvami že več kot okoli 17 let, nekaj takega. In tudi, ko malce dijaki se pošalijo, gospod profesor, vi pa za Milan navijate. Tu not, pa tu ven, jaz sem navijač. Super. Jaka, nas veseli, da boš tokrat tekmec Tinetu, seveda pri številnih nogometnih vprašanjih. Naj vam povem, da so nogometna vprašanja tako kot doslej razdeljena v 4 različne rubrike, medtem ko bosta z nabiranjem točk začela že pri prvi rubriki, to bo ogrevalna rubrika Da ne trditve. Za ogrevanje vaju čaka rubrika Da ne trditve. Slišala bosta kratko trditev in potem imela nekaj sekund časa za to, da premislita in ob danem znaku pokažeta pravilni odgovor. Da, če je trditev pravilna, in ne, če je trditev napačna. Vsak pravilni odgovor šteje 1 točko, odgovarjata pa hkrati. Sta pripravljena? Poglejmo, dane listki so v rokah, toliko da jih pokažemo gledalcem. So, odlično. In prva trditev se glasi: gol je visok 2 metra in 44 centimetrov. Da ali ne? In pokažeta odgovor na 3-4 zdaj. Da in ne. Gol je visok 2,44 metra. Širok pa 7,32, tokrat točka za Tineta. Gremo k drugi trditvi. Angleška nogometna liga, EFL, je najstarejše nogometno tekmovanje na svetu. Da ali ne?
in pokažeta listek na 3-4 zdaj. Ne in ne. Tokrat nepravilni odgovor. Morebiti veste, katero je najstarejše nogometno tekmovanje na svetu? FA pokal. FA pokal od leta 1872. Torej, pravilni odgovor tokrat za oba. Gremo k tretji trditvi. Tretja trditev se glasi: svetovno prvenstvo je bilo izven Evrope dvakrat organizirano le v Braziliji. Da ali ne? In pokažeta odgovor 3-4 zdaj. Ne in ne, ne je pravilni odgovor. Morebiti veste, kje še izven Evrope je bilo dvakrat organizirano svetovno prvenstvo? Jaz vem, Mehika. Mehika, res je. Mehika je pravilni odgovor. Mehika je ena izmed 5 držav, kjer je bilo dvakrat organizirano prvenstvo in poleg Brazilije edina izven Evrope. Torej znova pravilni odgovor za oba in gremo k četrti trditvi. Nogometna vojna se je razplamtela med Salvadorjem in Hondurasom. Da ali ne? In pokažeta listek s pravilnim odgovorom. Da in ne. Tokrat je pravilni odgovor da. To je bila nogometna vojna med Salvadorjem in Hondurasom, ki se je dejansko zgodila zaradi nogometa, čeprav so bile tendence oziroma težnje, da bo prišlo do spopada že precej prej prisotne. Tokrat znova točka Tinetu. Gremo na peto trditev. Peta trditev pa se glasi: tukaj gremo res daleč v zgodovino. Olimpijska odličja v nogometu so prvič podeljevali že na igrah leta 1900. Da ali ne? In pokažeta listek z odgovorom 3-4 zdaj. Torej, ali so prvič podeljevali olimpijska odličja v nogometu leta 1900? Tokrat oba z napačnim odgovorom. Da, že leta 1900 so prvič podeljevali olimpijske kolajne v nogometu, kar je res unikum in kaže na to, kako pomembna je nogometna panoga, seveda v svetu. Tokrat torej brez pravilnega odgovora in gremo še k zadnji trditvi. Ta pa se glasi: Samir Handanović je zbral največ nastopov v seriji A med vsemi neitalijanskimi nogometaši. Da ali ne? In pokažeta odgovor na 3-4 zdaj. Ne in da. Tine, morebiti veš, kdo pa bi jih zbral več kot Samir? Med neitalijanskimi nogometaši. Lahko bi ugibal, da eden od tistih Švedov znamenitih iz 50 let Milana, ampak bom malo ugibam, no? Nordhal. Ja, tokrat si imel pravilni odgovor, ampak ni bil eden izmed Švedov, tam je Javier Zanetti, tisti, ki je odigral dejansko več tekem od Samirja Handanovića. Sarma je dejansko na drugem mestu med vsemi neitalijanskimi nogometaši in je še vedno aktiven, kar pomeni, da dejansko lahko nekoč prehiti tudi Zanettija. Tokrat torej, kar se zadnjega odgovora tiče, znova točka Tinetu in po prvih kratkih trditvah, da ne trditve, Tine pri 5 točkah, Jaka pa pri 2 točkah. V naslednji rubriki so na vrsti kratka vprašanja. Vsak tekmovalec bo imel na voljo 60 sekund, da odgovori na čim večje število kratkih vprašanj. Pri čemer bo prvi tekmovalec imel torej na voljo 60 sekund, drugi pa bo pozorno poslušal in kasneje poskušal odgovoriti na vsa vprašanja, na katera prvi tekmovalec ne bo imel pravilnih odgovorov. Kasneje se seveda vse skupaj obrne in kasneje bo odgovarjal Tine, kot prvi pa bo odgovarjal Jaka, ki je trenutno pri 2 točkah. Jaka, si pripravljen? Sem. Minuta torej vprašanj zate in poskušaj odgovoriti na čim večje število leteh. Začneva pa na 3-4 zdaj. Koliko zmag je zbrala slovenska reprezentanca na največjih tekmovanjih? Eno. Pravilni odgovor. Drugo vprašanje. Kateri nogometaš je zbral največ naslovov prvaka v seriji A? Paolo Maldini. Ne. Tretje vprašanje. Na katerem svetovnem prvenstvu je bilo na tekmah največ gledalcev? 2006. Ne. Proti kateri reprezentanci je Slovenija zabeležila prvo zmago? Ne bi vedel. Katera reprezentanca se kljub vlogi domačina ni uspela prebiti čez prvi krog tekmovanja na svetovnem prvenstvu?
Južnoafriška republika. To je pravilni odgovor, minuta je potekla in z drugim pravilnim odgovorom Jaka si prišel do 4 točk. Tinetu pa si ponudil 3 vprašanja, na katere nisi imel pravilnega odgovora in bomo videli, ali bo Tine imel pravilni odgovor. Najprej seveda pravilno, koliko zmag je Slovenija zabeležila na največjih tekmovanjih, to je bila 1 zmaga. Jaka, mora biti veš, proti komu smo jo zabeležili? 2-10 proti Alžiriji. Res je. Drugo vprašanje, na katerega pa nisi imel odgovora, tokrat za Tineta. Kateri nogometaš je zbral največ naslovov prvaka v serije A? Buffon. Gigi Buffon je pravilni odgovor z 9 naslovi. Maldini je bil seveda druga izbira, tako da si tokrat malo pomagal Tinetu, 6. točka. Tine, naslednje vprašanje, na katerega Jaka ni imel odgovora, pa je, na katerem svetovnem prvenstvu je bilo na tekmah največ gledalcev? 1994 Amerika bi ugibal. In tokrat ti ugibanje prinaša novo točko. Na podlagi česa si ugibal? Vem, da je bilo, recimo na Pasadeni je bil ogromen stadion za 100.000 gledalcev, pa da so bili vsi v stadioni ogromni, ker so bili to stadioni za ameriški fuzbal. Tako da vem, da je bila to neka fama okoli tega, tako da sem se malo na to naslanjal. Pravilno si izkoristil logiko in prišel do 7. točke. In še zadnje vprašanje, na katerega Jaka ni imel pravilnega odgovora. Proti kateri reprezentanci je Slovenija zabeležila prvo zmago? Za Estonijo je bila prva tekma, samo to je bilo 1-1. Tako da bi... Pa bom vseeno rekel Estonija, ker mislim, da pošel kvalifikacija z nami. Aj možno. Imaš veliko sreče pri izbiri oziroma pravilno uporabljaš logiko. Res je, Estonija je bila pravilni odgovor in to, tako kot ti rekel, najprej smo odigrali 1-1 z njimi, kasneje leta 1993 pa smo jih premagali z 2-0 in to je bila dejansko prva zmaga slovenske reprezentance na uradnih tekmah. Torej, Tine pri 8, Jaka pri 4 točkah, na vseh 5 vprašanj smo dobili pravilne odgovore. Sedaj pa vprašanja čakajo Tineta. Tine, ti boš imel na voljo 60 sekund, s tem, da Jaka ves čas pozorno spremljaš, kaj seveda Tine ve in česa ne, ker potem čaka podobna naloga tebe. Tine, sva pripravljena za minuto? Sva. Pa začniva na 3, 4, zdaj. Kateri klub je edini izgubil vse 3 finalne nastope v Ligi prvakov? Atletico Madrid. Pravilno. V katerem mestu domuje nemški klub St. Pauli? Hamburg. Pravilno. Kdo je bil prvi selektor slovenske reprezentance? Bojan Prašnikar. Pravilno. Kateri nogometaš je osvojil največ naslovov svetovnega prvaka? Pele. Pravilno. Katera kluba ima poleg Manchester Cityja v lasti Sheikh Mansour? Katera kluba poleg Manchester Cityja? Ne vem. Gremo na naslednjega. Katera ekipa je prva po Olimpiji osvojila naslov državnih prvakov? Gorica. Pravilno. Kdo je zbral največ nastopov v Ligi prvakov? Še 5 sekund. Največ nastopov v Ligi prvakov Iker Casillas. In tudi to je pravilni odgovor. Tine, zelo malo si pustil Jaku in prišel pravzaprav do 6 pravilnih odgovorov. Edina stvar, ki je nisi vedel, pa je vprašanje številka 5 in to bo sedaj vprašanje za Jaka. Jaka, mora biti ti veš, katera kluba ima poleg Manchester Cityja v lasti Sheikh Mansour? Ta je težka. Ne, tega pa ne bi vedel, pa tudi ne bom poskusil. Seveda imajo, sicer ima nasploh City Group v lasti kar precej nogometnih klubov, ampak tista dva, ki sta, mogoče ti ne veš. Melbourne je eden, Avstralija pa New York FC. Zdaj imaš pravilni odgovor, ampak prej smo ga iskali, tako da vseeno vidim, da veš. Ta je bil za dušo. Res je, Melbourne City in New York City sta še dva kluba, ki ima v lasti Sheikh Mansour, City Group pa sicer lastnik tudi klubov v Bombaju in marsikje po svetu. Vsem pa je nekako skupno to, da imajo v imenu besedo City. Torej, po kratkih vprašanjih, Tine, zelo hitro so ti šla ta vprašanja, dejansko leksikonsko si odgovarjal.
Dobro sem se naspal, verjetno danes. Tudi to najbrž šteje. Torej, si uspel s svojim 8 točkam, ki si jih imel predtem dodati še novih 6 in si trenutno pri 14 točkah, Jaka pa je trenutno še pri 4 točkah. Naj vam povem, da je do konca še dolga pot, zadnja rubrika bo tista, ki bo dala marsikakšno točko, tako da Jaka nikar ne obupuj, kljub temu, da je Tine pokazal res izjemno znanje zaenkrat. V tretji rubriki bosta povezovala tematske sklope in iskala znano nogometno osebnost. Vsak tekmovalec bo odgovarjal na 3 vprašanja, v primeru napačnega odgovora ima seveda takoj priložnost replicirati drugi tekmovalec, potem pa bosta oba, po zaključku, ko bomo imeli 3 rešitve, na podlagi asociacije iskala nogometaša, ki povezuje vse te 3 rešitve. Najprej seveda začenja Jaka. Jaka, zate 3 vprašanja, Tine pa pozorno posluša in čaka na napako. Jaka, prvo vprašanje zate se glasi. Katera ekipa je na zadnjem svetovnem prvenstvu dosegla največ golov? Francija. Ne. Tine? Belgija? Belgija je pravilni odgovor, 16 zadetkov so dosegli Belgijci. Belgija je torej prvi odgovor, ki ga zapišemo v razpredelnico. Drugo vprašanje, znova zate, Jaka. Katera francoska ekipa se z Lensom meri v Derby du Nord? Katera ekipa torej z moštvom Lensa igra v Derby du Nord? Ren? Ne. Tine? Lille. Lille je pravilni odgovor. Lille je tisti, ki se z Lenom meni v tako imenovanem severnjaškem francoskem derbiju. In še tretje vprašanje zate, Jaka. Katera ekipa je osvojila največ zaporednih naslovov v La Ligi? Zaporednih... Real Madrid. Real Madrid je pravilni odgovor. Real je 2-krat zapored 5-krat postal španski državni prvak. Torej, Real Madrid je zadnji pravilni odgovor in sedaj, če poskušate nekako najti nogometaša, ki združuje vse te 3 pojme, Belgija, Lille in madridski Real, in ga napišete na list, ter potem ob znaku pokažete, bo to torej tisti odgovor in tisti nogometaš, ki ga iščemo. Kateri nogometaš torej združuje vse te 3 pojme, ki smo jih imeli? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Pa poglejmo. Eden Hazard, pravilni odgovor pri obeh. Seveda gre za nogometaša, ki igra v dresu Belgije, ki je začel svojo kariero pri Lillu in ki je nenazadnje z Lillom osvojil tudi naslov francoskega prvaka. To je bilo v sezoni 2010-2011. Lille pa je torej tista ekipa, kjer je začel, sedaj pa vemo Eden v moštvu Reala. Oba sta dobila tokrat 3 točke za pravilno izbiro nogometaša, predtem 2 točke za pravilno odgovora Tinetu in 1 točka Jaki. Jaka, sedaj pa ti pozorno paziš na Tinetove odgovore. Tine, zate prvo vprašanje. Na katerem tekmovanju je lani v Egiptu prvič nastopilo 24 držav? Afriški pokal narodov. Afriški pokal narodov, pravilni odgovor. To je torej prva rešitev, je Afriški pokal narodov. Drugo vprašanje zate, Tine. Na katerih olimpijskih igrah je bil Xavi kapetan španske reprezentance? Olimpijske igre so zelo, zelo šibka točka zame, ampak Xavi bomo rekli 2000? A so sploh bile olimpijske igre leta 2000? In Tine, ne vem točno, ampak mislim, da boš mogel iti vplačati kakšno igro na srečo. Olimpijske igre v Sydneyju leta 2000 so bile te, na katerih je bil Xavi kapetan španske reprezentance. Jaka, neverjetno smolo imaš, kar se tiče Tinetove logike in sreče. Tine, in še zadnje vprašanje zate pa se glasi. Katera ekipa je zadnja osvojila Ligo prvakov, čeprav je sezono začela že v kvalifikacijah? Vem, da je bil to Liverpool 2-5, ampak mislim, da bom rekel Barcelona pod Guardiolo.
Barcelona pod Guardiolo je tudi pravilni odgovor. Barcelona pod Guardiolo je bila zadnja, ki se je preko kvalifikacij seveda uspela uvrstiti v skupinski del in kasneje tudi osvojiti Ligo prvakov. Zelo malo mesa si dal Jaki za izbiro, ampak sedaj, če bo seveda oba skupaj povežeta te tri pojme, ki smo jih slišali. Afriški pokal narodov, Olimpijske igre Sydney 2000 in Barcelona, kateri nogometaš bi lahko združeval te tri pojme med seboj? In pokažeta odgovor na 3, 4, zdaj. Kateri nogometaš torej združuje vse te pojme? Pri Jaki ni odgovora, Eto'o pa je pravilni odgovor. Samuel Eto'o je tisti, ki združuje Barcelono, Sydney in Afriški pokal narodov. Mogoče veš, Tine, kakšna je asociacija z Afriškim pokalom narodov? Zagotovo ne vem, kakšna je asociacija na Sydney, ne? To mislim, da si me prebral. Afriški pokal narodov pač, kako bi rekel, zihar je to pač ima nek rekord iz tega tekmovanja, pa pač malo sem tle kolebal med Jajo Tourejo, mogoče da bi bil tudi lahko nekako povezan, ampak ker je to toliko starejši, pa sem ga uvrstil nekam v to generacijo Xavija, sem potem šel na njega. Ja, in to je bila pravilna odločitev, zato ker je dejansko 6-krat je Eto'o nastopil na Afriškem pokalu narodov, 2-krat ga je tudi osvojil. Je pa Olimpijske igre Sydney tisto, kar je ključno, namreč je osvojil zlato odličje v Sydneyju na Olimpijskih igrah in to v finalu ravno proti španski reprezentanci na čelu s Xavijem. Barcelona pa najbrž ni potrebno povezovati s Samuelom Eto'om, ker vemo, nenazadnje je bil tudi v tisti sezoni 2008-2009, ko je Barcelona torej kot zadnja osvojila Ligo prvakov iz kvalifikacij. Samuel Eto'o, eden ključnih mož in tudi strelec v velikem finalu. Torej, tokrat nove 3 točke za Tineta. Tine je tokrat zelo pobegnil pri samih vprašanjih tematskega sklopa. Moram priznati, da sem rabil kar nekaj časa, da sem vse skupaj seštel. Tine je pri 25 točkah, Jaka pri 8 točkah, pred nami pa torej še zadnja rubrika, to bo rubrika stopnje težavnosti. V zadnji rubriki stopnje težavnosti boste lahko oba nekoliko bolj tvegala, saj imata ob iskanju znane nogometne osebnosti na voljo 5 trditev. Tista najtežja bo vredna 5 točk, tista zadnja najlažja pa 1 točko. Seveda, če boste vedela, za katero nogometno osebnost gre, se oba prijavite z dvigom roke. Naj pa jo opozorim, v primeru napačnega odgovora nimate več možnosti odgovarjanja. Torej, potrebno je vseeno taktizirati pri iskanju te znane nogometne osebnosti. Sta pripravljena za prvo? Ja. Tako, najprej trditev za 5 točk. V celotni karieri je zastopal le 3 klube. 3-krat je nastopil v finalu Lige prvakov, a le prvič zmagal. Če ne bo noben tvegal, gremo na naslednjo trditev. Za 4 točke. Nosil je kapetanski trak ob prvem nastopu reprezentance na svetovnem prvenstvu. Tudi tokrat brez tveganja precej je najbrž takih nogometašev, ki bi se lahko s tem pohvalili. Gremo na trditev za 3. točko. Tu pa je edini. Dosegal je 26 zadetkov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Več od vseh ostalih nogometašev. Torej, v sklopu enih kvalifikacij za svetovno prvenstvo je dosegel 26 zadetkov, nobenemu nogometašu v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo nikoli v nobenem ciklu ni uspelo zabiti toliko zadetkov. Gremo na trditev za 2 točke. Je oče 4 otrok. Boter najstarejšemu je Silvio Berlusconi. Mislim, da Jaka sluti pritisk. Ok. In gremo na trditev za 1 točko. Na milanskem derbiju je dosegal največ zadetkov med vsemi nogometaši. Hiter dvig roke je bil tokrat strani Jake. Jaka, veš, kdo je to? To mora biti Andrej Ševčenko.
to mora biti Andrej Ševčenko. In pravilni odgovor je Andrej Ševčenko. V celotni sezoni je zastopal, oziroma v celotni karieri je zastopal 3 klube, eden izmed njih je seveda tudi Jakov klub. Nosil je kapitanski trak ob prvem nastopu Ukrajine na svetovnem prvenstvu, dosegel je 26 zadetkov v kvalifikacijah, več kot katerikoli nogometaš in kot rečeno, oče 4 otrok, Silvio Berlusconi pa je bil tisti, ko sem pikado že malo vrgel proti AC Milan. Jaka, točka, Andrej Ševčenko, tokrat nisi pustil Tinetu do odgovora. Milaniste bom pa pokril sam. Tako je. In Na domačem terenu. Na domačem terenu sem tudi bil. In gremo k drugemu nogometašu, ki ga iščemo, in sicer trditev za 5 točk. Na svoji prvi reprezentančni tekmi je zabil hat-trick. Štiri točke. Na začetku svoje kariere je zamenjal 5 avstrijskih klubov. Nihče še ne tvega in gremo na trditev za 3 točke. V svoji edini sezoni v bolgarskem prvenstvu je postal najboljši strelec lige. Tine, veš, kdo je to? Vem, Milivoj Novaković. Milivoj Novaković je pravilni odgovor. Milivoj Novaković je zabil hat-trick proti Trinidadu in Tobagu na svojem reprezentančnem prvenstvu. Igral je za 5 različnih avstrijskih klubov. V dresu Liteksa iz Loveča je postal najboljši strelec bolgarskega prvenstva, potem bi bila še trditev za 2 točki. Za napadalca Olimpije naj bi bil neprimeren zaradi suhljatosti, kasneje je zaigral za NK Maribor in trditev za 1 točko kot najboljši strelec druge Bundeslige je ekipo popeljal med nemške prvoligaše, vemo, v dresu Kelna je blestel. Milivoj Novaković je torej pravilni odgovor, tokrat 3 točke za konec še Tinetu in Tine je dejansko tokratni kviz končal. Ja, s prepričljivim zmagoslavjem. Tako da na koncu Tine seveda pripravljen na veliko slavje. Na zaključku oddaje, torej Tine pri 28 in Jaka pri 9 točkah. Tako smo torej prišli do konca tokratne oddaje Sportklubov v svet. Končni seštevek je torej razkril, da zmaga tokrat pripada Tinetu Zupanu. Tine, kako si se sam počutil med kvizom, res leksikonsko znanje, ki si ga prikazal skoraj da brez napak? V redu sem se počutil, zadeva je zelo zabavna, tudi prejšnje vse oddaje sem pogledal in moram reči, da sem pri nekaterih stvareh sem imel srečo, kar pač moraš imeti tudi v teh trenutkih, tako da čestitke definitivno tudi soborcu, ker pač te zadeve niso preproste, tako da sem prepričan, da bi se lahko v nekaterih delih kviza tudi drugače obrnil. Mi smo se pa naučili, Tine, da odslej te vabimo na kvize, ki ne bodo povezani z nogometom, ker vidimo, da tukaj si v bistvu res enciklopedija. Torej, košarka ali tenis? Odloči se sam. Sem spremljal tudi zadnji košarkarski kviz in moram reči, da sem nekatere vprašanja vedel odgovore prej kot sodelujoča, ampak daleč od tega, da bi bil konkurenčen. Se bomo držali potem vseeno nogometa. Tako. Jaka, kako si se ti počutil, oziroma mogoče kakšno vprašanje, ki ti ne bo dalo miru, češ nisem našel odgovora, pa dobro vem, kaj je bilo tisto, kar so iskali? Ja, počutje, nisi krval pod kožo, če nisi tukaj zraven malo živčen, ne, to absolutno, ampak je fajn so take enkratne izkušnje. Kar se pa tiče vprašanja, pa definitivno tisto, da sem zgrešil z Samirjem Handanovićem za Netja, ne. Čeprav je bilo samo za 1 točko, ampak to je moj ponos. Nikar se ne ženi preveč k srcu, ker si pa potem obranil ponos s tisto točko, kar se Andreja Ševčenka tiče, ne? Tako. Moram te še vprašati, seveda, kar se knjige tiče. Na začetku smo omenili, da boš izdal roman v povezavi seveda z nogometom, da se bo to zgodilo čez približno mesec dni, ki bi lahko vsi zainteresirani ljubitelji nogometa seveda izvedeli za izid tvojega romana. Vsi zainteresirani so res vljudno vabljeni, da mi sledijo na Facebook profilu in na Instagram profilu. Dovolj je, če že vpišejo notri moje ime pa priimek, Jaka Delčnjak oziroma Jaka Delcnjak na Instagramu. Sem edini v Sloveniji, sicer pa tako zdaj vejo, kako izgledam in bom rade volje sprejel bilo koga, če pa še kdo za kak kviz pripravljen, pa tudi lahko kako rečemo, ne. Imaš že naslov knjige? Že veš, kako bo naslov? Ja, naslov knjige je bil še preden sem jaz knjigo začel pisati, ne.
In sploh ni bil problem naslov knjige, in sicer je pa Zelenica upanja. Super. Toliko, da vemo, in hvala res, Jaka, še enkrat, da si sodeloval tokrat v kvizu in se že veselimo tudi izida knjige. Res nas obvesti, seveda o tem bomo z veseljem povedali tudi preostalim nogometnim navdušencem za to, da je išla slovenska knjiga, slovensko leposlovje, roman o nogometu. Tako da, Jaka, še enkrat hvala za sodelovanje. Tine, čestitke za zmago. Hvala tudi vam, dragi gledalci, drage gledalke, za spremljanje kviza. Na ta način zaključujemo s Sportklubovim vsevedom. Še naprej vas vabimo, da se prijavite na naš kviz. Prijavo oddate na info@sportklubtv.si. Več o kvizu pa lahko izveste seveda na naši spletni strani ali na naših družabnih omrežjih, torej na Twitterju, Facebooku, Instagramu. Hvala še enkrat obima tekmovalcema za trud, hvala vam za pozornost in do prihodnjič lep vsevedni pozdrav.